En lep dober večer. Pri svetem Jožefu spet ni posta, ampak imamo praznik sredi posta, ker spet gostimo predavanje gospoda nadškofa, doktorja Marjana Turnška. Prav lep večer vsem, ki ste se nocoj zbrali, da nadaljujemo naše srečanje, ki smo ga začeli pred 14 dnevi. In sicer, kot je objavljeno bilo, bomo nadaljevali razmišljanje o veroizpovedi. Čeprav malo sem ugotovil, da nismo čisto usklajeni, tam na plakatu piše, da bomo danes o Svetem Duhu govorili, ampak če se spomnim, smo zadnjič končali z očetom in moramo danes s sinom nadaljevati. Tako da bomo naslednjič o Svetem Duhu in o cerkvi nadaljevali. Tako upam, da vas to ne bo preveč motilo. Tako, če se spomnite, smo nazadnje prejšnjič nekako se kar nekaj časa ustavljali ob sami veri, kaj to vera je. In bi sam malo vas rad spomnil, da smo prišli do tega, da vera ni nekaj, kar mi izpovedujemo, ene misli, ki jih izpovedujemo, ampak da je vera živ, oseben odnos z Bogom. In o tem govorimo. Torej, govorimo o tem, kako Bog, ki nas je ustvaril, pa ni samo stvarnik, ampak je naš oče in zato, ker je naš oče, nas ima rad, kako ta Bog želi vstopati in biti v živem odnosu z nami. O tem, kako je to se zgodovinsko dogajalo, kako je potem, ko je človek padel v greh, ko je na nek način pretrgal tisto živo vez z Bogom, prvotno vez, ki jo imenujemo raj, kako je Bog potem se trudil, če zdaj tako rečemo, trudil, da bi prišel do človeka, da bi ga lahko odrešil, da bi mu lahko dal možnost večnega življenja, ki jo je izgubil. O tem bomo danes nekako razmišljali skupaj. Mogoče še ponovimo to, da smo v letu vere in da smo zato tukaj, ker želimo v letu vere zopet tako poglobiti poznavanje naše vere, predvsem pa poglobiti naš osebni odnos z Bogom. Morda spomnim še to, da kdor bo vse trikrat v tem skupnem razmišljanju, bo po določitvi zdaj že upokojenega papeža lahko deležen tudi popolnega odpustka. On je dal namreč na začetku leta vere to možnost, da kdor bo v občestvu skupaj trikrat razmišljal ob veroizpovedi in seveda ob navadnih pogojih, torej tudi, da bo nenavezan na greh, da bo nekako v tem času tudi opravil dobro spoved, kar pomeni nenavezanost na greh, in molil po namenu svetega očeta, zdaj dokler nimamo novega še po namenu prejšnjega, svetega očeta, vero, Oče naš, zdravo Marijo in slava očetu, lahko pridobi popolni odpustek. Kar je kar zanimiva zadeva. Popolni odpustek. O tem pa naslednjič, ko bomo govorili o odpuščanju grehov, pa o tudi našem stajenju, nekako v zvezi s tem, pa vicami, ko bomo morda kako rekli o vicah, bomo spregovorili tudi o odpustkih. Danes pa verujem, Jezus je Kristus, da je Jezus Kristus. Drugi del veroizpovedi, ampak predno se lotimo same veroizpovedi, vas povabim v eno molitveno držo, da zmolimo skupaj molitev za novo evangelizacijo, ki jo v tem letu v Cerkvi na Slovenskem skupaj molimo po naših občestvih. Tako da tudi z eno molitvijo vstopimo v ta večer. Pa en trenutek se zavejmo, da smo v Božjih rokah, kot smo že prejšnjič razmišljali,
da nas Bog tudi v tem trenutku ustvarja, ker nas ima rad takšne, kakršni smo, in potem iz te zavesti Božje navzočnosti, da smo v njem se živimo, se gibljemo in smo, bomo potem skupaj zmolili to molitev. Hvala ti, Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Daj nam, Oče, da bomo kristjani živeli v poslušnosti Svetemu Duhu, v zvesti hoji za Kristusom ter v navdušenem in vztrajnem poslušanju in premišljevanju Božje besede in uživanju kruha življenja. Dobri Oče, podpiraj z močjo duha prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo in vodi naše korake k našim sodobnikom, da bomo s svojim življenjem oznanjali Kristusa. Jezusovi učenci, naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih, naj bomo solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja, naj ne molčimo pred zlom in se zaradi udobnosti ne prilagajamo privladojoči miselnosti, ki je večkrat v nasprotju z resnico, pravico in resnično skrbjo za dobro vseh ljudi. Marija, zvezda nove evangelizacije, žena vere, upanja in ljubezni, izprosi nam, da bomo očistili notranji pogled, da bomo v luči vere opazili čudovita Božja dela, da bomo pozorni na znamenja časov, postali živo znamenje prisotnosti ustalega v svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici, pravici in miru. Amen. Še ena podlaga, ki jo poskušamo oživeti, in sicer v Cerkvi na Slovenskem si prizadevamo za tako skupno načrtovanje nove evangelizacije in namen dokumenta Pridite in poglejte, ki vsebuje to nekako spodbudo za skupno načrtovanje, je to, da bi živa občestva Cerkve in njeni posamezni člani z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni. Tako tudi s tem razmišljanjem stopamo predvsem to v ta del osebna vera in osebna vera, ki je osebno srečanje s Kristusom. Nekako to v ta okvir poskušajmo nocoj vstopiti. Veroizpoved, zadnjič smo prvi del obdelali, danes bomo drugi del. Vidite, da je kar precej obsežnejši, kakor je bil zadnjič, zato bomo tako določene stvari bolj preleteli oziroma jih poskušali ozavestiti, pa potem na koncu boste lahko s kakimi vprašanji izzvali, da morda kakšno skrivnost te vere v Jezusa Kristusa poglobimo. Pa se kar lotimo počasi. Najprej verujemo v Jezusa Kristusa, Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebesa in zemlje, in Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je ime Božjega Sina. Bog stopi v zgodovino s konkretnim imenom. To pomeni, da mi verujemo v Jezusa Kristusa. Da je se pojavil
Bog, ki je sicer neviden, ki je duh, čisti duh, ki je neustvarjen od vekomaj, se pojavi v zgodovini kot človeško bitje. In sicer ima ime Jezus. Vemo, da Kristus ni njegov priimek, ne? Priimka ne poznamo. Kristus je njegova naloga. Kristus, bomo videli, je njegovo poslanstvo. Ime je pa Jezus. Zdaj, v Svetem pismu ima ime izredno pomembno vlogo. Namreč v Svetem pismu ime pomeni jedro, bistvo tiste stvari, ki jo poimenuje. V tem primeru bistvo tega Boga, ki se je očlovečil. Veste, da imajo v Svetem pismu imena, imajo tudi pomene. Slovenska imena nimajo vsa nekega pomena. Ne? Vendem, ko hebrejska imena tudi pomenijo nekaj, imajo eno vsebino. In ta vsebina je pravzaprav nekaj, kar bi lahko rekli, je Bog položil v človeka. No in Jezus, beseda Jezus pomeni Bog rešuje. Torej, ko jaz rečem Jezus, s tem že rečem, da verujem, da je Jezus odrešenik, da je Bog, ki mene rešuje. In poznate verjetno to, ne, da je v zgodovini cerkve, v tradiciji cerkve vedno Jezusovo Božje ime imelo veliko vlogo. Zelo veliko vlogo. In da je Jezusovo ime edino ime, v katerem se ljudje zveličamo. To je tako, v tradiciji smo se pri verouku učili. V Svetem pismu piše, da je to ime, pred katerim se pripogne vsako koleno na zemlji, v nebesih in pod zemljo. Tako slikovito pove, da je to ime, ki je zares nad vsemi imeni, ki je ime Boga, ki me ima tako rad, da me pride reševati. Pravzaprav je Jezus, Bog, ki rešuje, odgovor Boga samega na greh, ki se je pojavil z Adamom. Če bi tako čisto po domače rekli, z Jezusom se je kaj zgodilo? Ko je Adam izgubil raj, je na nek način se zgubil v svetu. Hodi po stranskih poteh. Po stran poteh, še mogoče boljše rečeno, ne po stranskih, po stran poteh. Torej po poteh, ki nimajo cilja, ki nikamor ne pripeljajo. Bog v Jezusu, kot Jezus, pride na te poti, zemeljske poti, človeške poti, iskati tega izgubljenega Adama. Zato, kdaj cerkveni očetje imenujejo Jezusa tudi novi Adam. Bomo še to tudi potem srečali. V Jezusu Bog torej konkretno vstopi v človeško pogojenost, v človeški način bivanja. Vidite, to je nekaj pravzaprav nedojemljivega. Kako je mogoče, da Bog vstopi, Bog, ki je neskončen, ki je vsemogočen, ki je večen, vstopi v čas in prostor, torej v omejenost, zato, da bi prišel do mene, da bi prišel do tebe. Vzrok za to je lahko samo ljubezen. Zdaj, če bi si malo predstavljali, tako poskušali predstavljati, kaj to pomeni, da Bog postane človek. Razlika med Bogom in človekom je neskončna praktično. Je veliko, veliko, veliko večja, kakor med človekom in muho, recimo. Med načinom, kako muha živi in načinom, kako človek živi. Razlika med
muho in človekom je malenkostna v primerjavi med razliko med Bogom in človekom. In zdaj si zamislimo, si predstavljate, da bi človek imel tako rad muho, da bi želel postati muha zato, da bi muhe rešil. Saj primera šepa, ne? Kot vsaka primera šepa. Ampak zato, da si lažje predstavimo, kakšna kenoza se je zgodila. Kenoza pomeni v grščini sestop Boga iz božjega načina bivanja v človeški način bivanja. Dobesedno pomeni skoraj izničenje. Pavel je to zapisal Filipljanom, da se je Bog ni imel za plen, da je enak Bogu, ampak je sam sebe izničil, podobo hlapca je vzel nase. Vidite to, sam sebe izničil, tu je uporabljena ta beseda kenoza. In to se je zgodilo, ko je Bog konkretno vstopil v človeško pogojenost. Bog nas ima tako rad, ne, da nas ne želi od zunaj odrešiti. Torej, če smo padli v vodo, da bi nas kar tako prijel za vrat, za lase pa nas ven potegnil. Ampak želi priti v vodo, ne, skoči v vodo, da nas reši. Skoči v greh, zato da nas iz greha reši. Bog ne rešuje torej od zunaj, ampak od znotraj želi premagati greh. Postane torej meni enak zato, da lahko moj greh vzame nase. To rečemo, ko rečemo Jezus. Vidite? O Jezus. Ne? Rečem, samo s tem imenom povem vse to. Da priznavam, da se čudim, da se tudi zahvaljujem, da sem tudi jaz hvaležen za to, da je Bog hotel postati meni enak, da bi jaz lahko postal, če hočete, njemu podoben vsaj. Ne? In Jezus je Kristus, Kristus pa pomeni maziljenec. Maziljen je bil pri krstu, se spomnite? Tam je Sveti Duh se pojavil, ko je Jezus bil Jordano krščen. Ne? Sveti Duh v podobi goloba se slišal, se je očetov glas. No in to je na nek način, razumemo kot maziljenje Jezusove človeške narave, torej Jezusa kot človeka. Zato, da lahko maziljenje pa v Svetem pismu vedno pomeni neko poslanstvo. Tudi Judje so z oljem mazilili preroke, kralje. Torej, ko je Bog dal nekomu neko nalogo, da jo naj opravi, so mu to nalogo na nek način na zunaj tudi potrdili z maziljenjem. In to je prevzel Kristus, s tem, da je nam pokazal, da mazili pravzaprav Sveti Duh. In zato tudi mi zdaj pri zakramentih nekaterih mazilimo s krizmo ali krstnim oljem, bolniškim oljem, zato da je to zunanje znamenje delovanja Svetega Duha. Ne našega delovanja, ampak delovanja Svetega Duha oziroma delovanja Kristusovega Duha, torej da po teh zakramentih deluje pravzaprav Kristus po svojem duhu v nas. Ko rečemo, verujemo v Jezusa Kristusa, rečem tudi, da na nek način želim posnemati Kristusa. Mu postati podoben. Imitacijo Kristi je v tradiciji cerkve bilo večkrat nekako poudarjeno. Imitacijo. Posnemanje Kristusa, ampak to ne pomeni samo golo posnemanje, ne? Ampak pomeni želeti si živeti tako, kakor je živel Jezus, ko je živel na zemlji kot človek. Misliti tako, kakor je mislil Jezus. Čutiti, čustvovati tako, kakor je čustvoval Jezus, ker je bil pravi človek. Govoriti tako, kakor je govoril on. In delati tako, kakor je delal on.
To pomeni, želim posnemati Jezusa. In verovati ne moremo drugače, kakor tako, da z vsem srcem želimo posnemati Kristusa. Zato tudi včasih slišimo ali pa beremo kje, da je kristjan pravzaprav drugi Kristus na tem svetu. Za tiste, ki še niso povezani s Kristusom, je drugi Kristus. Za duhovnike, ki po mašniškem posvečenju, pa sploh rečemo, da je mašniško posvečenje eno posebno priličenje Kristusu, duhovniku, in da duhovnik določene stvari dela v osebi Jezusa Kristusa. Recimo pri sveti maši izgovarja posvetilne besede ne v svojem imenu kot človek, ampak v Jezusovem imenu. Torej v osebi Jezusa Kristusa, in zato te besede so posvetilne besede, ki spreminjajo kruh, da se zares kruh spremeni v Kristusovo telo in vino v Kristusovo kri. Še bolj po domače, pa morda še lepše, nekako tako bolj v srce segajoče je, če razmišljamo, da reči verujem v Jezusa Kristusa pomeni, da je zame Bog postal Bog z obrazom. Torej Bog, ki je takole, s katerim smo na ti. Ti, Jezus in jaz. Bog z obrazom. Zato je postal človek. Vidite, da bi Bog dobil glas. Besede. Ko se je Jezus pogovarjal, recimo s Samarijanko tam pri vodnjaku, se je Bog pogovarjal s Samarijanko na človeški način. Ko je se dotaknil ljudi, se je Bog dotaknil ljudi na človeški način. Zato je Jezus Kristus, ko je postal človek, je dejansko Bog dobil človeški obraz, človeški glas, človeško čustvo, zato da bi ga mi lahko razumeli, da bi ga lahko dojeli, da bi ga lahko začutili. Boga namreč. Drugo Božjo osebo, ki se je uresničila učlovečila v Jezusu Kristusu. Tu mi prihaja na misel ena zanimiva anekdota, resnična. Je mama en večer spravljala enega otroka spat, enega sinčka, 4 leta starega. In ko ga je položila v posteljo, sta se zmolila, prebrala pravljico, potem pa rekla, mama, jaz še imam zdaj nekaj za narediti, bom šla, ne, in je hotela ugasniti luč. Ne, mama, ostani še, pa nimam časa, moram še nekaj narediti. Ja, pa mama, mene je strah. Pa je rekla, dobro, bom pustila luč prižgano, ne, ko bom potem ugasnila, ko boš zaspal. Ne, mama, ostani tukaj, bodi še pri meni malo v postelji, ne. Mene je strah. Pa sej, glej, kaj te je strah, sej, jaz bom v sosednji sobi, luč bom pustila, pa glej, Jezus je vedno s teboj, Bog je vedno s teboj, te ni treba biti strah, ne. Takrat pa ta mali reče, ko strela z jasnega, mama, ampak jaz potrebujem Boga s kožo. Ste razumeli? In dejansko, vidite, Bog ve, da ne samo ta otrok potrebuje mamo, pa mamino kožo in da preko mame lahko tudi doživi Božjo bližino, ne? Ampak da mi vsi potrebujemo Boga s kožo. Ker smo vsi ljudje. Mi ne moremo verovati kar tako nasplošno, verovati v neko predstavo. Zato je Bog postal človek. Ampak Bog je postal človek, hkrati pa ostal Bog. To je ena velika skrivnost. Ne? Velika skrivnost, kako sta se dve naravi, Božja narava in človeška narava, med seboj tako povezali, da se nista uničili,
da Božja ni použila človeške narave, ampak da jo je ohranila. Celo je omogočila verjetno, da je v še večji polnosti delovala, kakor deluje zgolj naša človeška narava. To pa je stvar vere. Ne? To pa ne moremo zdaj na noben znanstven način dokazati. Kakor ne moremo na znanstven način dokazati, da se pri maši hostija spremeni, da se kruh spremeni v Kristusovo navzočnost. Ampak verujemo. Včasih Bog potem to tudi s kakimi znameni potrdi. Ne? Tak Bog je torej človeku dojemljiv, zanj postane ti, kot smo rekli, ne? In na tak način lahko se prične med menoj in Bogom osebna zveza ljubezni, in to na človeški način, ne na nek platonski način. In to je Bog hotel, vidite. Da bi mi lahko in mogli priti z njim v takšen pristen, človeški pristen odnos. In ta Jezus Kristus je njegov očetov. Ne? Verujem Boga očeta, stvarnika nebesa in zemlje, in Jezusa Kristusa, sina njegovega. Torej imamo zdaj tukaj neko povezavo izraženo v tej veri, povezavo med očetom in sinom. Torej, na ta način poskušamo mi v veroizpovedi izraziti, da je Jezus Kristus sicer postal človek, ampak da je ostal Bog. Smo rekli prej, da je to velika skrivnost, ki jo moramo verovati, vendar pa jo na nek način tudi moramo izraziti, ker smo ljudje in potrebujemo, da se izražamo. Ne? To je nekako spada k naši naravi. In da bi to lažje razumeli, je Bog razodel samega sebe kot očeta in sina. Naj omenim tukaj na začetku arianizem, to je ena izmed zmot na začetku, v prvih stoletjih, v 4. stoletju. Ari je namreč učil, on se je trudil, da bi ohranil nekako Jezusovo človeškost, da ne bi Božja narava na nek način použila človeške. In je rekel, Bog je ustvaril najprej logos, torej besedo. In ta beseda je torej ustvarjena. In logos je v Bogu, ne, je Jezus Kristus, logos, ki se je učlovečil. Očetova beseda, ki se je učlovečila. In on je rekel, ni to mogel nekak, če bi se Bog učlovečil, bi to bilo skoraj nemogoče in bi bil Bog izničen. Ne? In da bi to obvaroval, je učil, da je Bog pred vsemi drugimi stvarmi najprej ustvaril logos in potem svet in človeka, in ta logos je potem prevzel za svojega sina, ga je na nek način adoptiral za sina. Ampak to je bila zmota, ki jo je cerkev prepoznala in je potem odgovorila na to zmoto s tem, da je izpovedala vero, da je edino rojeni Božji sin. Seveda tukaj ne gre za rojstvo iz Marije, ampak gre za večno rojstvo iz očeta. Zato tukaj rojstvo ni mišljeno v tem našem zemeljskem pomenu besede, ampak v takem, kot rečemo, analognem pomenu besede. Ne? Zato, da bi razumeli, da je Jezus Kristus tudi Bog. Zakaj? Gre za eno podobo rojstva samo, ne? Ki je večna, ki traja večno. Torej en odnos med očetom in sinom. Ne? Zakaj pa so izbrali ta izraz, da je rojen iz očeta, torej da sta oče in sin? Zato, ker za rojstvo je značilno, da človek rodi človeka. Žival,
Torej Bog pa Boga. Hkrati pa tisti, ki rodi, ni isti, kakor tisti, ki je rojen. Med njima je realna razlika. Ne? Starši in otroci niso eno in isto, vendar pa so vsi ljudje. Ne? Torej, po starših dobiš recimo svojo naravo. Ne? In tako je Jezus, ker je rojen iz očeta, ve komaj, tudi Bog, je vedno Bog. Mu je enak torej po bistvu. Zato so poudarili potem še v oni mašni veroizpovedi, ko jo pri maši molimo, poudarjamo rojen, neustvarjen. Vidite, rojen, neustvarjen, ampak ne tak rojen, kako človek. Bog ni rojen tako, kakor človek, ne? Ampak je, še enkrat poudarjam, samo prispodoba, s katero hoče vera cerkve povedati to, da je ostal, tudi ko je postal človek, ne, da je ostal tudi Bog. To rojevanje je torej neko večno dogajanje v Sveti Trojici. Večno dogajanje. Zato, ker pa je večno, je ta rojeni lahko samo eden in edini. Ker to ni dogajanje v času, ki je prej in potem. Ker v Bogu ni takega časa. Bog je nad tem časom. Ne? Zato je pri Bogu vse, kar je, je. In to rojevanje torej je način, kako Bog obstaja. Ne? Ta odnos med očetom in sinom, ki je Sveta Trojica, ta ljubezen med njima, ki je Sveti Duh, ne? To je vedno bilo, je in bo. Ne? Zato je to lahko samo eden in edini, ki je na tak način rojen ali na tak način izhaja iz očeta. Za kristjane ni sprejemljivo nobeno drugo govorenje, naprimer govorenje o več Kristusih, ki ga danes kar pogosto srečamo. V New Ageu, če vzamete malo New Ageovsko literaturo, boste videli ogromno Kristusov pozna danes svet. To s krščansko vero ni recimo združljivo. Zaradi takšnega odnosa med očetom in sinom, kot smo ga zdaj opisali, nam lahko Kristus edini razodeva očeta iz prve roke. Če bi malo zdaj šli svetopismo Nove zaveze brati, bi videli, na kako lep način nam Jezus prikaže očeta. Recimo prilike o izgubljenem ovci. Ne? Ga pokaže kot očeta, ki pošlje svojega sina, ki je dobri pastir, ki gre iskati izgubljeno ovco do konca. V smrt jo gre iskati, da jo prinese nazaj. Ali o izgubljenem sinu, ne? Tam podoba očeta, ki brezpogojno sprejema grešnika nazaj. In še je primerov v Svetem pismu, ko Jezus razodeva očeta iz prve roke, nam govori, kako, da on dela to, kar vidi v očetu. Torej, kdor vidi mene, vidi očeta, pravi. Ne? Ker jaz nič drugega ne delam, kakor to, kar dela oče. In nič drugega nočem, kakor to, kar hoče oče. Moja jed je, da izpolnim voljo očeta, ki me je poslal. Ne? Vidite, nenehno je človeka, ljudi, ki jih je nagovarjal, usmerjal k očetu. Na to verujemo tudi v Jezusa Kristusa, ki je naš Gospod. Zanimivo, beseda Gospod pomeni v hebrejščini Adonaj in so jo v Stari zavezi uporabljali namesto imena Jahve. Ker Judje niso smeli izgovarjati svetega imena Boga in ko so brali svetopismo, ko so prišli do Jahve, tam, kjer je pisalo Jahve, so avtomatsko zgovorili Adonaj, Gospod.
beseda Gospod pri nas mogoče zveni malo čudno, ne? Ker ali si predstavljamo, da so gospodje nekdo, ki so zvišeni, ali morda nekdo, ki gospoduje nad drugim. Seveda v svetopisemskem pomenu beseda Gospod, gospodar nima absolutno nobenega takega prizvoka. Ampak Gospod je tisti pravzaprav, ki za druge skrbi. Torej v tem smislu je Jezus naš Gospod. Bog, ki je v razmerju recimo do ustvarjenih stvari v smislu, da jih vzdržuje v bivanju, da jih daje, da jih ohranja. Ne? In ko tam pri stvarjenju reče Adamu, ne, da mu daje stvarstvo, da bi mu gospodovala, to ne pomeni, da bo ta izrabljala, zlorabljala naravo, da bo ta ekološke nesreče povzročala Adam in Eva, torej človek. Ne? Ampak da bosta tudi stvarstvo gospodarja tako, kakor je on. Torej, da bosta služila ohranjanju, razvijanju stvarstva. In v tem smislu je Jezus naš Gospod. Ker nam omogoča, da se mi razvijamo, da se prav razvijamo. Da nas noče narediti za sužnje, ampak nasprotno, nas želi imeti za svobodne sodelavce. In nam tako pomaga, da se v svoji človečnosti razvijamo, da smo vedno bolj to, kar smo. Poglejte, po Marijinem zgledu, ne? Zdaj, če je on Gospod, smo mi njegovi služabniki, ampak Božji služabnik pomeni to, kar je pomenilo za Marijo, ko je rekla, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Vsa skrivnost tega je v tem, veste, biti dekla celo več, original pomeni sužnja. Glej, sužnja sem tvoja. Sužnj pa pomeni, da popolnoma pripada tistemu. Ne? Ampak komu pripada kot sužnj? Pripada Bogu, ki je ljubezen. Če pa kot sužnj pripadaš ljubezni, si pa najbolj svoboden. Zato, ker je bistveni element ljubezni svoboda. In če je Bog ljubezen, potem, če jaz njemu pripadam pravzaprav svobodi. Zato sem kot človek najbolj svoboden takrat, ko imam Jezusa za svojega Gospoda, za gospodarja. Verujem v njega, v Jezusa Kristusa, ki je bil spočet od Svetega Duha. Vedno v globlje skrivnosti prihajamo. Ne? To je ena zelo, zelo težka misel. Ne? Marija je spočela od Svetega Duha. Torej, zdaj prestopamo v človeško rojstvo. Prej smo govorili o Božjem rojstvu iz očeta, zdaj pa prihajamo v to, da se je Jezus učlovečil, da je postal človek iz Device Marije. In s tem se je začelo nekaj bistveno novega. Nekaj, kar se še nikoli prej v zgodovini človeštva ni zgodilo. Torej v trenutku, zato je Jezusovo spočetje, ki je skrivnostno delovanje Svetega Duha, v Mariji pravzaprav začetek zgodovinskega odrešenja. In to je, tako gledano teološko, veste, najbolj pomemben trenutek odrešenja. Zato, ker je začelo se nekaj, kar prej absolutno še ni bilo. Vse ostalo je potem se gradilo naprej. Tudi smrt na križu ni nič posebnega. Smrt na križu je že obstajala prej. Posebnost je samo v tem, da je v tisti smrti na križu, ker je Jezus kot človek umrl tudi, bil prisoten tudi Bog kot druga Božja oseba. In vidite, začelo se je pa tukaj,
Tukaj je začetek Božjega načrta, izvrševanja Božjega načrta odrešenja. Bi lahko rekli, tako si zapisal, da je to najboljši intervencijski poseg. Ne? Kaj je intervencija? Ko se neka katastrofa zgodi, potem pride intervencija. To je en poseben poseg. Ne? In to je bil tak poseben poseg. Ko je Bog začel bivati kot človek na zemlji. Ko je, kot smo prej razmišljali, ko je Jezus izgovarjal človeške besede, je Jezusov jaz izgovarjal besede. Ker ko jaz zdaj govorim jaz, Marjan Turnšek, moj jaz govori, čeprav govorijo tudi usta moja. Ne? Ampak moj jaz uporablja usta in jezik in govorico, da vam nekaj pove. Tako je Jezusov jaz, ki pa je druga Božja oseba, od tega trenutka začel torej bivati na tak človeški način, kot smo prej razmišljali, da je lahko prihajal odrešensko do nas. To imenujemo inkarnacijski princip ali učlovečenski princip. Ne? Učlovečenje. In Bog vedno tako deluje, da se učlovečuje. Torej, da postane za mene človeško dojemljiv. Od takrat naprej se to dogaja. In zato ni slučajno, da 3-krat na dan molimo angelovo oznanjenje Mariji, če smo kolikor toliko kristjani. Zjutraj, opoldne in zvečer. Zakaj? Preprosto zato, da bi se vsaj 3-krat na dan spomnili tega bistvenega dogodka, ko je v Mariji Bog začel bivati kot človek. To, da je Jezus bil spočet kot človek v materinem telesu, predpostavlja to, da je Bog že Marijo tudi prej pripravil na to. In to pripravo imenujemo Marijino brezmadežnost. Pomeni, da je Bog obvaroval Marijo iz virnega greha in da je s sodelovanjem z milostjo tudi živela brez osebnega greha. Namreč drugače si ne znamo predstavljati, da bi se lahko Bog rodil, bil spočet v Mariji in od Marije prevzel človeško naravo, če bi ta človeška narava, ki jo on prevzel, bila zaznamovana z grehom. Zato mi verujemo, da je Marija bila obvarovana iz virnega greha in tudi tako sodelovala, še enkrat ponavljam, z Božjo milostjo, da ni imela osebnega greha. S tem pa je še eno stvar nam razodel Bog, da je edini primeren prostor za spočetje človeka materino telo. Veste, tu bi zdaj lahko veliko razmišljali o sedanjih možnostih, ki nam jih sodobna znanost, medicina omogoča o spočetju človeka izven materinega telesa. Božje razodetje je, da je edini primeren prostor za človeka materino telo. Telo žene, ki je preplavljeno s človeško in Božjo ljubeznijo. To je prostor, v katerem bi naj bil človek spočet. Torej, prostor človeške ljubezni med možem in ženo, ki je hkrati tudi prostor Božje ljubezni. To je normalni prostor za spočetje človeškega bitja. Vse ostalo je seveda že odstopanje od ideala, ker pa seveda v tem svetu težko živimo ideale, zato Bog tudi na to računa in prihaja naproti tudi tam, kjer ni idealnih pogojev. Tudi tam prihaja človeku naproti in ga tudi tam odrešuje. Mogoče še samo eno misel o Jožefu, ki ima tudi tukaj pomembno vlogo. Namreč Jožef in Marija sta bila v tem trenutku mož in žena že, čeprav še nista skupaj živela po judovskem običaju, ampak sta bila že poročena mož in žena. Torej,
med njima je bila človeška ljubezen, med moškim in žensko. In Bog je uporabil za začetek svojega bivanja ne samo Marijo, ampak je uporabil tudi odnos med Marijo in Jožefom. To se mi zdi, da je tudi za naš čas kar pomembno razodetje. Vse bi Bog lahko tudi na drug način izpeljal stvar, pa je ni. Pomeni, da je tudi tukaj hotel poudariti, da je za spočetje in za življenje, za rast človeškega bitja v otroštvo bistvenega pomena odnos ljubezni med možem in ženo, ki sta oče in mati temu človeškemu bitju. Tudi Bog, torej, ki se je učlovečil, je kot človek potreboval ta odnos za svoj normalen človeški razvoj. Ker je bil povsem enak, je bil pravi človek, razno grehu, vsem nam je bil enak, razno grehu. Zato je tudi kot človek se razvijal, napredoval, je potreboval vzgojo Marijino in Jožefovo vzgojo, dokler ni odrastel. Ja, verujemo v Jezusa Kristusa, ki je bil spočet od Svetega Duha, smo že rekli. V bistvu sem že to tudi vam nekaj razložil. Ja, morda tole poudarimo, da gre pri tem res za eno novost nad vsemi novostmi, ne? Pri tem spočetju. Zakaj? Zakaj je Bog hotel, da bi začel bivati na en tak enkraten način kot človek? Verjetno bi še kakšna druga možnost bila. Bog je vsemogočen, ne? Zakaj je izbral to pot? Ko o tem razmišljamo, pridemo recimo do enega sklepa, da odrešenje iz greha, v katerem se je človek znašel, zahteva neko absolutno novost na tem svetu. Odrešenje ne more biti izpeljano iz greha, ker karkoli je izpeljano iz greha, ima sled greha. Zato se mora zgoditi nekaj, kar je povsem novega. In v spočetju od Svetega Duha je taka novost. S tem nam je na nek način tudi to razodeto, ne? Da se sami ne moremo rešiti iz greha, mora nekaj novega nastati. In zato govorimo tukaj, da se ne da, greh se ne da popraviti, veste. Greh ni kot nekaj, kar se je, stroj, ki se je pokvaril, zdaj pa pride serviser pa ga popravi. Greh je veliko hujša zadeva. Greha mi ne moramo popraviti. Zato mora Bog na stvariteljski način poseči. Stvarjenje pa je narediti nekaj iz nič. Čisto novo. In Jezusovo spočetje v Mariji je en tak absolutno nov dogodek, ki se prej še ni zgodil. In zato je to tudi eno tako zgovorno in močno znamenje, ob katerem se vsak resno misleč človek mora ustaviti in je tudi lahko nagovorjen. Pri krstu pa smo tudi mi na nek način že deležni tudi te novosti. O tem bomo še prihodnjič razmišljali, ko bomo o krstu razmišljali, pa Svetem Duhu, ampak tu že sam nakažem. Ne? Pri krstu se pa je meni ena taka novost zgodila. Ker sem bil v izvirnem grehu rojen in je pri krstu me Bog rešil tega izvirnega greha. In smo rekli, to ni popravilo nečesa, ampak me mora Bog mi dati novo življenje, ne? Me mora preustvariti, kot rečemo, v novega človeka. Rojen iz device Marije, no tu izpovedujemo to, da verujemo, da je Marija tudi Bogorodica, da je Teotokos,
Vidite, to je v Betlehemu, če je že kdo bil tam, ker je velika verjetnost, da je na tem prostoru v teh votlinah bil Jezus rojen. Marija Bogorodica. Ja, to je to, da bi se Bog lahko učlovečil, to je bilo za Jude in za pogane takrat, pa še tudi danes zelo težka misel. Ne? Judje je niso mogli sprejeti. Tudi v krščanstvu se je težko uveljavljala. Tako v Efezu, na koncilu v Efezu so jo dokončno izrazili kot versko resnico. Ker so tudi nekateri dvomili, pa kako lahko človek rodi Boga. Vse res. To po neki logiki ne gre. Vendar, če upoštevamo ono absolutno novost pri spočetju, potem lažje na nek način v veri sprejmemo tudi to, da je Marija rodila Boga in človeka ali človeka in Boga. Ker se je pri spočetju Božja narava in človeška sta se neločljivo povezali. Zato od takrat naprej vse, kar se dogaja z Jezusom kot človekom, se dogaja tudi z Jezusom kot drugo Božjo osebo. Zato lahko tudi mirne duše rečemo, da je Marija rodila tudi Boga. Ne v smislu, da je iz nje rojen Bog, ampak da je v njej se združil s človeško naravo in je to resnico ali pa to dejstvo ona rodila. Izpovedujemo tudi, da je Marija ostala devica, da je bila pred porodom, med porodom in po porodu. Na raznih ikonah boste videli Marijino ikono, ki ima zvezdo na čelu, pa na levi in desni rami. In te 3 zvezde na ikonah predstavljajo v vzhodni teologiji Marijino devištvo pred, med in po porodu. Dobro, to bi lahko malo razpravljali, pa ne bomo. Bom samo povedal, kaj to pomeni. Poudarek na devištvo, da je Marija devica, pomeni predvsem to, da je Marija popolnoma razpoložljiva v odnosu do Boga. To je namreč vsebina devištva. Pogosto ali pa prepogosto mislimo samo na telesno devištvo, ampak telesno devištvo je samo zunanje znamenje. Mora biti še pa prisotna tudi duhovna vsebina, notranja vsebina. Notranja vsebina pa je popolna pripadnost Bogu. In to pri Mariji imamo od njenega zgodi se mi po tvoji besedi, od takrat naprej na nek način vemo in kristjani verujemo, da je bila res popolnoma razpoložljiva za Božjo voljo. Odpoved vsem svojim legitimnim pravicam pomeni to. Se pravi, kaj to pomeni? Da jaz rečem Bogu, glej, jaz ne samo, da se odpovem vsemu slabemu, temu se tako mora vsak odpovedati. To ni nič posebnega, če se slabemu odpovemo, ker ti bo tako darlo nazaj, pa bo mene bolelo. Ne? Ampak jaz se odpovem iz ljubezni do tebe tudi vsem legitimnim pravicam, ki jih imam. In dam tebi na razpolago. Ti pa zdaj s tem naredi, kar hočeš. Ali mi daš nazaj ali pa ne. Vidite, to je vsebina ljubezni. Ko nič nočeš ohraniti zase, nič ne stiskaš k sebi, ampak vse daš na razpolago drugemu. In to je vsebina devištva. Zdaj prehajamo v naslednji del tega naše vere v Jezusa Kristusa, da je trpel pod Poncem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob položen. Tukaj se v bistvu začenja velikonočna skrivnost, kot to imenujemo. Velikonočna skrivnost pomeni ta zadnji del, če hočete, zadnji 3 dnevi Jezusovega življenja, njegovo trpljenje, pasijon, križev pot, njegovo križanje,
njegova smrt. To je seveda, ki se izpelje potem v velikonočno jutro. Ampak to je začetek, torej začetek velikonočne skrivnosti, ki je pravzaprav na zunaj izražena vsebina celotnega Jezusovega življenja, od spočetja v Mariji, javnega delovanja do konca. To se nekako zgosti v teh 3 dneh. In v teh 3 dneh želi Bog na tak način izraziti do konca svojo ljubezen do nas. Velikonočna skrivnost. Da nas ima tako rad, da se da prebiti na križ, da umre in da se da položiti v grob. Zdaj, če gremo malo po teh besedah, vidimo, da imamo besedo Ponci Pilat. Morda je s tem povezana ena zanimivost. Zakaj je tu pravzaprav v naši veroizpovedi, ki je nekaj bistvenega izražamo z njo, ne? Pa en rimski politik noter. Zanimivo se človek vpraša, zakaj, ne? Ko razmišljamo o tem, je najbolj logični sklep, da zato, ker so že v prvem času, v prvi dobi osporavali zgodovinskost Jezusovega življenja in Jezusove smrti. Se spomnite, da je že v Svetem pismu zapisano, da so takoj začeli govoriti, da so Jezusa, da sploh ni umrl, ampak da je sam na videz umrl, potem so ga pa ukradli iz groba, ne, in živi naprej. Torej so kristjani hoteli dokazati zgodovinskost Jezusove smrti. In Ponci Pilat pa je bil zgodovinska osebnost. Zanimivo pa je, da pa je kasneje, v naslednjih stoletjih, se pa zgodovinska sled za Poncijem Pilatom izgubila. In zlasti od prosvetljenstva naprej so nekateri nasprotniki krščanstva prav to izrabili kot dokaz, da svetopisemski zapisi Jezusove smrti niso resnični. Zato, ker je omenjen Ponci Pilat, zgodovinopisje ga pa ni poznalo. No, Bog je bolj iznajdljiv, kot smo mi. Je leta 1961 so v Cezareji odkopavali en cirkus, eno gledališče, ne? In našli tam kamen, na katerem je bilo napisano, da je bil Ponci Pilat v Galileji oblastnik. In tako je torej 1961. leta se potrdila tudi zgodovinskost recimo svetopisemskih poročil in tudi Jezusovega dejansko življenja. Pred Pilatom se je zgodila tudi ena zanimiva stvar, samo menim, Jezus in Baraba, se spomnite, ne? Lahko ostanemo samo pri zgodovinskem dejstvu, da je vsako leto Ponci Pilat dal na možnost Judom, da jim enega izpusti, ujetnika. Lahko pa vidimo v tem tudi nekaj več. Namreč Baraba pomeni očetov sin. In gledajte, zdaj imamo tu pri Ponciju Pilatu 2 očetova sina. Jezus je očetov sin, ne? Od Božjega očeta. In tu imamo enega, ki se imenuje Baraba. Tu je zločinec, ki je svojim življenjem zaslužil smrt, in tu je pravičen, ki svojim življenjem ni zaslužil smrti. Je pa prišel odrešiti zločince, grešnike iz smrti. In gledajte, tukaj v bistvu Jezus, resnični očetov sin, resnični Baraba, stopi na mesto Barabe. Baraba bi moral na križu umreti zaradi tega, kar je delal.
In dajte, na križu ga je nadomestil Jezus. Kako zanimivo. V prispodobi zopet zgodovinskem dogodku, kot podobi povedano, kaj je Jezus naredil za vsakega izmed nas. Namesto mene je šel na križ. Mene je zamenjal na križu. Vidite, tu je to stopanje v osebni stik, v osebni odnos s Kristusom. Koliko smo mu hvaležni, koliko smo jaz hvaležen za to, da je vzel moj greh nase, da je vzel tudi posledice greha, ki je smrt nase, za to, da je meni omogočil izhod iz tega. Jezusova smrt, veste, je odrešensko dejanje Boga. Tukaj se je torej zgodilo to, kar sem že prej malo nakazal. Zakaj je Jezusova smrt za nas odrešilna? Zato, ker je v smrti na križu, ki je najbolj grozna smrt, ki je možna na zemlji, in Bog izbere to smrt, kot, če tako rečemo, najhujšo posledico greha, ne, je najbolj katastrofalna smrt, je posledica najhujšega greha. In Bog jo vzame, čeprav nedolžen nase. Ampak, ko na križu Kristus umre, ta učlovečeni Bog, umre njegova človeška narava, ampak kot smo prej rekli, s to človeško naravo pa je združena druga Božja oseba, ki pa je Bog. Bog pa ne more umreti. In zato je v tistem trenutku smrt premagana. V tistem trenutku, ko je druga Božja oseba v človeški naravi, s katero je bila združena, bila nekako v smrti. In v tistem trenutku smrt razpade. Ker Bog in smrt nista združljiva. In to je zmaga smrti. In če sem jaz združen s Kristusom, pa ne govorimo samo o telesni smrti, govorimo o celostni smrti človeka, to se pravi o duhovni resničnosti. Ne? Ampak za človeka je to tudi telesna, seveda. In ko se znajde torej Bog v takšni smrti, omogoči tudi meni, da sem deležen te zmage nad smrtjo. Če sem z njim. Vidite, zdaj se nam začenja povezovati, zakaj Jezus tako močno, in Bog Oče tudi, ne, zakaj tako močno hrepeni, da bi prišel v živi stik s teboj pa z menoj. Zato, ker samo tako naj jo lahko reši smrti. Ni druge poti. Ker jaz, če bom umrl brez osebne povezanosti s Kristusom, bom umrl za večno. Ker nimam druge pomoči. Edino, če bom povezan s Kristusom, bom stal. Zato gre v smrt, v skrajni osamljenosti in pokorščini, zato, da bi noben človek ne mogel dlje iti v tej osamljenosti, dlje iti v smrti, kot je šel on. Torej, noben ne more bolj strašno, če tako rečem, umreti, kakor je umrl on. Zato vsakega čaka v njegovi smrti, da mu še ponudi enkrat roko, če želi z njim v vstajenje. Zato je Jezusova smrt, ne, tudi že zdaj, že za časa zemeljskega življenja, vsakemu izmed nas, če ob tej njegovi smrti molimo, če jo kontempliramo, če smo združeni z njim, nam je vabilo in spodbuda k umiranju iz ljubezni že zdaj. Kot je on umrl iz ljubezni do nas, zato tako smo tudi mi vabljeni, da umiramo sebi, umiramo temu svetu iz ljubezni. In to pomeni življenje. Ja,
torej novi Adam, Jezus Kristus, gre za starim Adamom celo v grob. To je en cerkveni oče tako lepo zapisal, ne? Je rekel, zakaj so Jezusa celo v grob morali položiti. In rekel, preprosto zato. Tako bom začel. Sporeja rojstvo Jezusovo v Betlehemu in njegovo smrt. Marija Jezusa položi v jasli. In pravi, zakaj v jasli? Zato, ker so jasli posoda za hrano živali. In človek brez Boga je v bistvu pravi kakor žival. In vsaka žival, ko je lačna, hiti k posodi za hrano. Zato Bog se da položiti v posodo za hrano, ker bo tja žival morala priti, ko bo lačna, da bi ga srečala. Torej, da bi človek srečal Boga, se on uleže v jasli. Če pa ga kdo tam zgreši, pravi, se pa uleže mrtev v grob, zato ker v grobu pa mu nihče ne bo mogel iti. V grob bomo pa vsi gotovo prišli. Zanimiva, taka zelo plastična misel cerkvenih očetov, ki pa hoče samo to povedati, ne, da nas ima Bog vsakega izmed nas tako rad, da bo vse storil, da bo z nami šel do konca in nam še zadnjič, tik pred smrtjo, dal možnost, da se za njega odločimo. Res pa je, da če smo celo življenje bili proti njemu, da bo tudi v zadnjem trenutku težko se odločiti za njega. To pa je po naši človeški naravi tako, ne? To vemo, če imamo neko navado, ne, kako težko se te navade odvadimo. In ne se zanaša, da bomo v zadnji trenutek življenja se pa vseh navad odvadili. Ne bo šlo tako. Potem še izpovedujemo, da je potem, ko je umrl, šel pred pekel. S tem členom veroizpovedi izpovedujemo pravzaprav skrivnost velike sobote, ki je pravzaprav že zmaga nad vsemi velikimi petki tega sveta. Čeprav, ne vemo, Jezus je nekako v sebi vstal takoj, ko je umrl, ampak za nas je vstal po 3 dneh. Vmes pa nam ta skrivnost velike sobote govori, da je šel v predpekel, ki ga, kaj bi to pomenilo, kaj je cerkev hotela skriti ali položiti v to skrivnost, šel pred pekel. Torej ni šel v pekel, ne? Ker iz pekla ni več rešitve. Zato je cerkev hotela s to veroizpovedjo povedati vsaj 2 stvari. Prvič odgovoriti na vprašanje, ki se jim je postavljalo že od vsega začetka, če je Jezus odrešenik. Kaj pa je z ljudmi, ki so živeli pred Jezusom? Pa so lahko bili pravični ljudje bili. Ampak zdaj samo zato, ker sami niso bili krivi, da so živeli pred Jezusom, bodo zdaj pogubljeni? Ne. So rekli, Bog ne more biti takšen. Torej, Jezusovo odrešenje velja za vse ljudi, tako prostorsko, kakor časovno. Torej, ta člen veroizpovedi hoče torej povedati, da mi verjamemo, da je Jezusova smrt odrešilna za vse ljudi, ki so živeli tudi pred njim, torej zgodovinsko nazaj. Ne? Kakor za vse, ki bodo tudi kasneje živeli, za vso zgodovino naprej. Potem je zanimiva taka vzporednica, je ta predpekel je pravzaprav v judovskem pojmovanju izražen z besedo Šeol. Da je Jezus šel v Šeol. Kaj je Šeol? Šeol je
v judovski kozmologiji podzemlje, kamor so oni verovali, da gredo vsi umrli. Ko človek umre, gre v Šeol in to so si predstavljali, kakor da je to dežela smrtne sence. Torej, da ljudje tam živijo kot sence. To pomeni, to je eno minimalno življenje, to ni človeka vredno življenje. To je bivanje, životarjenje, kjer niso mogoči odnosi. Ne med ljudmi, ne med človekom in Bogom. To pa je ena tako globoka osamljenost človeka. To je pravzaprav že dejansko skoraj pekel, ne? In Judje so pričakovali od rešenika, ne? Zato so nekako si predstavljali, da morajo nekje ljudje na nek način bivati, dokler jih Bog ne bo odrešil. In to je Šeol. In dejansko je nekako ta veroizpoved hotela to izraziti, ne? Da je Kristus svojo smrtjo prišel do teh ljudi, je vstopil v ta prostor osamljenosti. In mislim, da je prav ta podoba danes zelo zgovorna za današnjega človeka. Da ko pa Jezus vstopi, ki je Bog, ki je ljubezen, v ta prostor osamljenosti, nesposobnosti komunikacije, ne? Se spomnite se nekakve tihe tedne doma. To je grozno, ne? Če mož in žena ne govorita, recimo, en teden, tihi teden. Ali pa od starši pa otroci, ne? So prekinili odnose. To je skoraj že pekel na zemlji, ne? In ko pa Bog vstopi v tako stanje, to stanje zopet od znotraj spremeni. Ko ljubezen stopi v tako stanje, postane to zopet prostor komunikacije, sposobnost stopati v odnose in to v odnose ljubezni. Torej s tem členom hočemo predvsem to povedati, ne? Da v to dokončno osamljenost Kristus prinese dar skupnosti, dar ljubezni, torej dar novega pravega življenja. In še izpovedujemo, da je tretji dan vstal od mrtvih. Pravzaprav Sveto pismo pravi, da je Oče obudil Jezusa od mrtvih. Torej ne, da je Jezus sam vstal od mrtvih, ampak da je vstajenje očetov odgovor na sinovo ljubezen. Vidite, zopet en tak zelo močen moment. To ne pomeni, da Jezus ne bi sam mogel obuditi svoje človeške narave, saj tudi on Bog, ne? Vendar bi lahko tako rekli, ni hotel. On je popolnoma se prepustil očetu v smrti. Popolnoma. Kot človek in kot Bog v svoji človeški in božji naravi. In ker se je tako popolnoma dal Bogu na razpolago, kot človek, on ni vedel, kaj se bo z njim zgodilo. Kot Bog je seveda imel drugačno vednost, ampak kot človek ni mogel vsega vedeti enako, kakor je vedel kot Bog. Ker to je nemogoče, ne? Da bi božja vednost lahko po vsej polnosti bila tudi človeška vednost. To pa pomeni, da se je moral kot človek Bogu očetu popolnoma predati, zaupati. In na to zaupanje, ker je to naredil iz popolne ljubezni do človeka in do očeta, je Oče odgovoril s tem, da ga je obudil od mrtvih. In v tem vstajenju od mrtvih je odgovor na človekovo vprašanje o smislu človekovega življenja. Ja, človekovo življenje ima smisel samo, če je vstajenje resnično. Če vstajenje ni resnično, potem smo najnesrečnejša bitja na tem svetu. Ker se zavedamo, da smo. In če se zavedamo, da bomo pogubljeni ali da
je večno trpljenje pred nami, potem smo najnesrečnejša bitja, če ni iz tega izhoda. In Kristus nam je izhod prinesel. In potem tudi odgovor na vprašanje o življenju po smrti. In vstajenje govori o tem, ne o neki reinkarnaciji, o nekem novem življenju. To ni vrnitev nazaj v zemeljski način bivanja, kakor je Lazarja obudil v zemeljsko življenje in Lazar je potem spet umrl. Tu gre za eno čisto drugo dimenzijo življenja, ki nima več smrti, ker ni več trpljenja. Ne? To je čisto ena nova perspektiva, ki se nam z Jezusovim vstajenjem odpira. Dobro, bi lahko še marsikaj tukaj rekli, pa lahko potem še kaj vprašate. Šel v nebesa in mogoče samo omenim nebesa, kako si predstavljamo nebesa, težko si jih predstavljamo. Ne? Nihče še ni bil tam, da bi si jih lahko predstavljal. To, kar lahko teološko rečemo, je to, da vsekakor niso prostor. Nekje nad oblaki, ne vem kje, da je to napačna predstava, ampak da je to stanje človeka. Ampak v celoti, telesa, duše in duha, neko novo stanje. Stanje, kjer, kot pravi Svetopismo, bomo gledali Boga iz obličja v obličje. Recimo, če mož in žena, ki se imata rada, recimo sta v ene v Ameriki, ene v Evropi in se pogovarjata po telefonu. To je en način bivanja, en način stika. Ne? Ampak čisto drugačen pa je ta način, ko sta iz obličja v obličje. Ne? No, tako približno, recimo, bi si lahko to vzeli kot primero. Zdaj, kljub temu, da smo lahko v osebnem odnosu z Bogom, zelo osebnem, ampak je to samo šele približek tega, v kakšnem osebnem odnosu bomo lahko v nebesih. Samo približek. Ne? Kot neka nova razsežnost bivanja, ki nas čaka. In Kristus je že vstopil v tako resničnost, tudi kot človek. Ne samo, kot Bog je tak vedno bil, kot druga Božja oseba, ampak kot človek je vstopil v tak nov način bivanja. In nebesa so pravzaprav za nas ljudi se odprla takrat, ko je prvi človek, prva človeška narava začela bivati v takem načinu odnosa z Bogom. In to je bilo ob Jezusovem v nebohodu oziroma ob Jezusovem vstajenju. Zato rečemo, da je odprl vrata k očetu, s tem, ko je svojo človeško naravo se na tak način povezal z očetom, ne, ko je vstal od mrtvih. In zdaj imamo špranjo, če hočete, zdaj imamo vrata v tak način bivanja. Prej še tega ni bilo. Svetopismo samo pravi, ne, da je Jezus vrata k očetu. Ne. Tu sem še napisal, mogoče samo to, da spomnim, ne, prav zaradi tega našega pojmovanja enkratnosti človeka pri vstajenju, da je nekako nepredstavljivo, da bi zdaj se iz tega človek vrnil nekam v en drug način bivanja. Ne? Hkrati pa tudi mi sami od sebe ne moremo v ta način bivanja posegati. Zato je za kristjane nesprejemljivo vsako klicanje duš umrlih. Zato, ker Bog zaradi naše radovednosti ne more dovoliti nekomu, ki je že umrl, ki živi na tak nov način, da bi se vrnil v naš način bivanja in z nami komuniciral. To ne pomeni, da Bog tega ne more dovoliti komu. Lahko dovoli, ampak je to izjema, lahko Mariji dovoli, lahko komu dovoli, vendar ne na tak način, da bi mi to sami sprovocirali, da bi mi zdaj z nekimi obredi rekli, no zdaj pa se naj pojavi ta in ta.
to gotovo ni duša umrlega, ampak je kaj drugega, če se kaj dogaja. In tam sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, samo tole en tak Marko Rupnik je naredil en mozaik, v katerem je pokazal, ne, tu je recimo simbol Boga Očeta in tu sedi na njegovi desnici, ne, vidite. Ampak to se dogaja na križu in preko križa. En tak zanimiva predstava, ne. Sedi na desnici Očetovi v Božji slavi, ker to Očetova desnica pomeni pravzaprav uresničena Božja slava in človek, ki je na tej desnici, je v Božji slavi, tudi kot človek, ne. Od tam bo prišel soditi žive in mrtve, to je zadnji del tega drugega dela naše veroizpovedi. Vsi se spomnimo te Sikstinske kapele, v kateri je Michelangelova poslednja sodba, ne. Tu bodo zdaj volili novega papeža, v tej Sikstinski kapeli so jo že zaprli, ne. Ja, ta člen govori o tem, da mi verujemo, da bo nekoč konec sveta. Torej, da ta način bivanja ni večen. Čeprav si ne znamo predstavljati, pa niti ni potrebno, da bi znali mi si predstavljati, kaj to pomeni konec sveta. Vsekakor to ne pomeni, da bo nekaj šlo v nič. Naša vera govori o novi zemlji in o novih nebesih. To niso druga zemlja, ampak je ta zemlja, ki je poveličana skupaj z nami. Torej gre za nek nov način bivanja, o tem govorimo. Prej se bo še pa marsikaj zgodilo. Na zemlji še traja boj med dobrim in zlim, dokler ne bo Bog prišel soditi žive in mrtve. Z Jezusovo sodbo bo pa boj med dobrim in zlim končan. Zato poslednja sodba ne pomeni nekega sodišča. Si ne smemo tako predstavljati. To bi si še mogoče lahko tako predstavljali, ne? Michelangelo je to malo, saj je jokal, ko je to risal, veste. Ker je čutil, da s to renesančno govorico, vidite, samo meso, nič drugega, ne? Človeško meso, to je zelo človeško vse skupaj, ne? Ampak druge govorice ni imel takrat. S to renesančno govorico je čutil, da on ne more izraziti krščanske skrivnosti. Zato je samo, bi lahko rekli, z preobiljem hotel povedati, da bo to čisto drugače. In tule so šli malo proučevati. Na nekaterih telesih so našli ne vem koliko mišic več, kot jih ima v resnici človeško telo narisanih. Se pravi, preobilje vsega, ne. S tem je hotel pokazati prav to, no, da ni mogoče izgovoriti te skrivnosti, ki se bo takrat zgodila, ne. Vsekakor pa to ni sodišče, tako, da bo šli eni levo, eni desno, ne v tem smislu, da bo Bog jih odločal. Ampak Božja sodba pomeni, da bo postalo zlo in dobro, da bo razjasnjeno, da nam bo v trenutku bo vsem jasno, kaj je dobro, kaj je zlo. Samo od sebe se bo razodelo. Ne? In skrivnostno razsvetljenje vseh ljudi, vsi bomo torej jasno prepoznali, kaj je Božje in kaj ni Božje. In to, kar je Božjega, bo vstalo in zaživelo z Bogom, kar ni Božjega, bo, bi lahko rekli, propadlo v neobstoju pekla, ne v tem smislu, ne da pekla ni, ampak ker obstoj je samo v Bogu, tisti res pravi obstoj. Vse ostalo je pravzaprav zgledano z vidika Boga neobstoj. Ne. V grehu mi v bistvu ne obstajamo, v ljubezni pa obstajamo. Ne, v tem smislu.
obstoj pa neobstoj. No, ti členi veroizpovedi so seveda zelo skrivnostni, ki smo jih zdaj preleteli, res težko si jih predstavljamo, pa tudi ni pomembno in potrebno, da si jih predstavljamo preveč podrobno, ker hočejo predvsem nas spodbuditi, da bi se odprli v ta osebni, ljubeči odnos z Bogom, v katerem nas Bog najprej ljubi in želi, da mu odgovorimo z ljubeznijo zato, da nas lahko odreši, da nam lahko podari polnost življenja. No, toliko, veliko je bilo danes, ampak je tako dolga stvar, da ni bilo mogoče bolj na kratko vsaj bistvene stvari na nek način počrtati. Tako, zdaj vas pa vabim, da kaj vprašate. Verjamem, da bomo določene stvari prežvečili do dobra šele na poti domov mogoče ali pa še zvečer v posteli, ampak verjamem pa, da se je tudi kako vprašanje že porodilo, tako da vabljeni k vprašanjem. Jaz bi pa rada vprašala, kaj bo recimo z otroci, ne, ki niso krščeni, ki so prej umrli. Kaj bo z njimi, ne? Ja, to je vprašanje, ki je že ves čas vznemirjalo kristjane, že od prvih stoletij, ne? In so tako vedno znova in znova najdevali kakšne odgovore, ki jih cerkev nikoli ni nekako dokončno formulirala. Vendar vsi ti odgovori v sebi nosijo eno jasno sporočilo, da Bog ne more ljudi, ki niso sami krivi za svoje stanje, pustiti kar tako. To je prvo zelo jasno sporočilo krščanstva. Zdaj, drugo, kako jih bo rešil, to pa je že manj jasno. Ne? Zdaj, redna pot je krst za rešitev, ne, iz izvirnega greha in če odraslega krstimo tudi iz vseh osebnih grehov do takrat, to se pravi iz tega neodnosa z Bogom. Ne? Zdaj, Bog pa seveda ni vezan samo na redne poti. Bog ima tudi izredne poti, ker drugače ne bi bil Bog. Ne? Ena misel, ki jo nekateri teologi zagovarjajo, je prav ta misel, da v trenutku smrti vsak človek pravzaprav dozori do neke odrasle stopnje. Pa naj bo to samo en dan star človek. V večnosti ne bo mogel živeti, to se pravi pri Bogu ne bo mogel živeti kot embrio, ne? To se pravi kot človek, ki se ne zaveda. Pomeni, da bo dejansko skozi smrt tudi kot človeška oseba dozorel do neke stopnje, do tiste stopnje, v kateri se lahko svobodno odloči, ali se bo na Božjo ponudbo odzval ali ne. To je ena misel. Torej, da Bog omogoči tudi vsakemu otroku, ki umre, ko se še ne zaveda, brez krsta, da se v tistem trenutku, če hočete, tam, ko ga pričaka v grobu, ne, zato se mi zdi ta podoba tako zanimiva, ne, da Bog je šel v grob, da vsak grob, pač to pomeni kraj smrti, ne, da tam v smrti vsakega ga pričaka in mu da to možnost, da ga odreši. Ampak se bo moral tudi on sam odločiti, ne? Tako kakor se moramo tudi mi sami odločiti za to, da Bogu omogočimo, da nas odreši. V tej smeri
nekako razmišlja teologija danes, ne? Da ne bodo ti skozi padli. Ne? To se pravi, Bog jim bo dal možnost, da se za njih odločijo. Lahko bi tudi tako rekli, ne, da milost Svetega krsta jim bo po eni drugi poti dal, če bodo hoteli. Ne? Jaz bi imel pa dve kratki vprašanji. Najprej me zanima, kakšen pomen ima za Boga kot za popolnega naša individualnost. Pa še drugič, v kakšnem razmerju do naše individualnosti je izvirni greh oziroma prvi greh, ki ga je Adam storil. Ja, mislim, da lahko v tej smeri razmišljamo. Ne? Če je Bog stvarnik in nas je ustvaril kot individualna bitja, ki smo osebna bitja, potem je za njega vsak človek kot individuum, torej kot oseba, praktično neprecenljiv. Drugače ga ne bi ustvaril po svoji podobi in podobnosti. Torej gre za to, da je Bog ustvaril človeka kot bitje, s katerim želi on biti v odnosu, v komunikaciji. In to ne kakršnikoli komunikaciji, ampak komunikaciji ljubezni. In prav v ljubezni pa je vsak enkraten. Ne? V ljubezni nihče ne more drugega nadomestiti. Sem se kdaj pogovarjal s kom, ki je bil večkrat poročen, pa je vdovel ali vdovela. In smo se tudi kdaj o tem pogovarjali. Ne? Kak odnos je z enim možem, drugim možem, morda celo tretjim, ne? Ali obratno ženo. In je vsak rekel, veste, to je tako enkratno, da sploh ni primerljivo. To ne moreš primerjati. Ne? In če že to za človeka velja, kaj šele za Boga. Ne? Torej gre za to absolutno spoštovanje te enkratnosti človeka. Jaz bi bolj rekel, bolj kot individualnost, bolj enkratnost, ki ima v ljubezni praktično neskončen pomen. Ne? Drugo vprašanje glede izvirnega greha. Ja, tu pa mislim, da je kar malo neposrečeno izbran izraz, da rečemo, da govorimo o izvirnem grehu, ker greh normalno si predstavljamo, pa greh normalno pomeni osebno dejanje. Torej mora biti osebno, zavestno, hote, ne? Drugače ni greh. In tudi ni moralne odgovornosti. Zato pri izvirnem grehu bi mogoče lažje ali bolje rekli, da gre za grešno stanje, v katerem je človek spočet oziroma rojen, kot rečemo. Ne? Ampak je spočetje začetek, ne rojstvo. Ne? Kaj to pomeni? Bolj po domače. To pomeni, da od trenutka, ko je prvič človek se uprl Bogu, ko mu je rekel ne, ko je grešil, ne, je na svetu v duhovnem pomenu prisoten greh, prisotno zlo, nekaj negativnega, moralno, duhovno negativnega. Ampak duhovno, greh je duhovna resničnost. Duhovna resničnost je pa resničnost, ki nima meje, ne časovne, ne prostorske meje. Torej vpliva v vsakem trenutku, če hočete, na ves svet, na vse dogajanje v svetu. In to, da se človek, da je spočet človek v svetu, v katerem je greh, to je nenormalno. Normalno bi bilo, da bi človek bil spočet v raju. Ker raj je tisto prvotno stanje in raj je stanje človeka in sveta brez greha. Ker pa ima greh negativen vpliv na vse, kar se dogaja, ne samo na človeka, kot na zavest, na razum, na duha, ampak tudi na naravo, tudi na fizikalne in kemične procese ima duhovna resničnost vpliv.
Zato je izvirni greh dejansko vsa narava, materialna, duševna in duhovna narava, ki je zaznamovana z grehom. In zdaj to vpliva na človeka že od prvega trenutka spočetja naprej. In to ni prav. To je izvirni greh, torej, recimo, en način, kako lahko razmišljamo o izvirnem grehu. To pa pomeni, da je v tem trenutku moj osebni greh izvirni greh za tiste, ki so zdaj spočeti. Razumete? Da torej ne gre samo za nekega Adama na začetku človeštva, ampak da smo mi vključeni v izvirni greh toliko, kolikor smo zdaj grešniki. In v izvirni greh tistih, ki se zdaj rodijo oziroma so spočeti. Ne? Vidite, tudi z tega vidika je še kako pomembno, da nismo grešniki. Ne? Kako pomembno je, da nam recimo v postnem času Bog daje še posebno milost, da lahko skozi dobro spoved zakrament sprave očistimo sami sebe grehov in s tem ne samo k sebi koristimo vsem ljudem na tem svetu. Vsemu stvarstvu. Tako so stvari med seboj povezane. Ker pa seveda v tem stanju, kot zdaj smo, ni nobenega trenutka zgodovine, ko ne bi bilo greha, ne? Ko ne bi kdo grešil oziroma bil v grešnem stanju, zato ni možno, da bi zdaj bil kdo spočet recimo brez tega. Seveda to je zdaj samo en vidik, lahko bi še razvijali še druge vidike, a ne? Recimo, ja, kakor se recimo po genih prenaša materialni napake, ne? Imamo genske napake, ne? Preko genov se tudi neke lastnosti, ki niso samo dobre, so tudi slabe, lahko prenašajo naprej. Tako bi v nekem smislu lahko si predstavljali, da se gensko v narekovajih prenašajo tudi psihološke značilnosti. In vemo, da starši prenašajo na otroke tudi svoje vzorce razmišljanja, obnašanja. Ne? Na nek način prenašamo na tem duševnem nivoju dobre in slabe strani naprej. In seveda, če velja to za telesno plat, za duševno plat, velja prav gotovo tudi za duhovno plat človeka, ne? Da se prenaša zelo in dobro tudi na tej duhovni ravni naprej. Ne? Na podoben način, ne enak, na podoben način, kako na telesni in duševni ravni. Ne? No, tako bi lahko en približek temu, tej resničnosti, ki ste v njej spraševali, našli odgovor. Ne? Zaključimo za danes, pa prihranimo še kaj za prihodnjič. Hvala lepa.